Skrb za dosledno ustno higieno je pomembna prav v vseh starostnih obdobjih, toda žal se s časoma, s staranjem pojavljajo konkretne težave tudi pri izvajanju teh sicer vsakodnevnih običajnih opravil. Zakaj je pomembno, da ljudje tega ne opuščajo? Z napredkom medicine se je povečala starost ljudi. Podaljšala se je življenjska doba in v naših ambulantah danes je vse več starostnikov, ki potrebujejo našo posebno skrb. Zakaj? Zato, ker pri teh starostnikih opažamo slabšo motorično spretnost in motnje vida, kar pomeni tudi slabšo ustno higieno. Ustna higiena je pa pomembna v vseh življenjskih obdobjih. Zato, ker z slabo ustno higieno ustvarjamo oziroma nastanejo mehke in trde obloge v ustih, vnetja dlesni, ki povzročajo tudi druge bolezni, ki jih poznamo. Eden od problem pri teh starostnikih je, da veliko število bakterij v ustih lahko z aerosolnimi kapljicami pride tudi v pljuča in povzroča pljučnice. Drugi izziv v tem starostnem obdobju je tudi suha usta. Suha usta pri starostnikih nastanejo zaradi atrofije žlez slinavk, zaradi pridruženih bolezni v tem starostnem obdobju, zaradi uporabe nekaterih zdravil, nenazadnje tudi zaradi kajenja ali uživanja alkohola. In vloga sline v ustni votlini je zelo pomembna. Pomembna je zaradi prebave, zaradi žvečenja in nenazadnje, če jo nimamo, imamo tudi motnje govora. Zato moramo zelo poskrbeti, da je naša ustna votlina dovolj vlažna. In kaj svetujete pacientom, kako naj si pomagajo, pa da s tem ne bi ponovno oslabili zdravje ustne votline oziroma ogrozili stanje glede zob, da ne uživajo sladkih pijač, lahko si pomagajo na številne druge načine, kajne? Seveda. Najbolj pomembno je, da pogosto pijemo. Tudi če so majhni požirki, ampak vode. Vodo moramo piti, tako kot ste rekla, ne pa sladke pijače. Potem si lahko pomagamo z bomboni ali žvečilnimi gumiji brez sladkorja, da stimulira proizvodnjo sline. Zatem si lahko pomagamo z umetno slino, z različnimi špreji in geli, ki jih namažemo po ustih. Tretji zelo pomemben izziv pri tej starostni skupini so redni pregledi pri zobozdravniku. In ti starostniki včasih mislijo, pa saj nimam težav, saj nimam zob, zakaj bi hodil k zobozdravniku, ampak to ni res. Tudi če nimamo težav in tudi če nimamo zob, moramo redno obiskovati zobozdravnika. Zobozdravnik nam bo pregledal ustno votlino, bo pregledal zobe, bo ugotovil, ali imamo mehke ali trdne obloge in jih očistil in po potrebi popravil ali pa zamenjal protetične nadomestke, ki niso več ustrezni. Zelo je pomembno povedati tudi, da v tem starostnem obdobju je pojavnost raka ustne votline tudi povečana. In zato je pomembno, da smo pozorni na bele ali rdeče lise v ustih in na razjede, ki ne zacelijo v 14 dneh. V tem slučaju, če opazimo te spremembe, moramo se oglasiti pri zobozdravniku, ki bo ocenil, ali nas napotiti na nadaljnje preiskave ali pa ne. Pravzaprav se pa po drugi strani marsikdaj zgodi, da ljudje nekako odmislijo zobozdravstveno pomoč tudi zato, ker so čakalne dobe tako dolge. Sistemski problemi so na tem področju resni, pa vendar se mi zdi, da ljudje preprosto ne razumejo, zakaj prihaja do tovrstnih ovir. Kaj pravite glede prihodnosti, se bodo te razmere pri nas kaj izboljšale?
Jaz bom ponovila, kot sem rekla, vedno pri preventivnih projektih, ki sem jih organizirala ali sodelovala. Ustno zdravje je neločljivo povezano s splošnim zdravjem in je tudi temeljna človekova pravica. In očitno o tem moramo ozavestiti tudi politične odločevalce, ki odločajo o financiranju zobozdravstva.